Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. V Celju praznovanje ob občinskem prazniku doživelo vrhunec s podelitvijo celjskih grbov. V Knežjem mestu se je danes začela tradicionalna spomladanska čistilna akcija. Na obisku v Celju se je mudil evropski poslanec Matjaž Nemec. V Šempetru pripravili sprejem za reprezentanco odbojkarice D. Mestna občina Celje je sinoči z osrednjo slovesnostjo v Narodnem domu sklenila praznovanje 573. rojstnega dne. Župan Matija Kovač je podelil najvišja občinska priznanja. 2 zlata celjska grba, 4 srebrne in 4 bronaste celjske grbe ter 5 kristalnih celjskih grbov. V začetku slovesnosti o prazniku mestne občine Celje se je župan Matija Kovač v nagovoru zbranim najprej dotaknil nekaterih projektov, ki so jih ali pa jih še bodo izpeljali in z njimi omogočili nadaljni razvoj občine ter boljše pogoje za bivanje v mestu ob Savinji. Večina prireditve pa je bila namenjena letošnjim občinskim nagrajencem. Praznovanje pa umirjeno in primerno trenutku, ko mesto počasti tiste, ki jih je mestni svet nagradil z najvišjimi priznanji s celjskimi grbi in na tak način tudi izpostavi njihove izjemne zasluge, ki ga v tem mestu imajo, tako v svojih poklicnih življenjih, kot vsem, kar v naši skupnosti delajo. Praznik mestne občine Celje in njegova osrednja slovesnost je najprimernejša priložnost, da se jim zahvalimo in da so danes v središču pozornosti njihove zgodbe in njihova predstavitev. Letos je župan podelil 5 kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju. Prejeli so jih Klara Drofenik, Urh Ferleš, Filip Filipič, Nejc Gajšek in Polona Majdič. Bronaste grbe pa so iz rok župana Matije Kovača prevzeli Miran Rauter za uspešno podjetniško pot in odgovoren odnos do zaposlenih in okolja, Društvo navijačev Florijani za 30-letno navijaško podporo celjskih rokometašev, kolektiv gostinskega lokala Špital za prijatelje za kreativnost pri izvedbi kulturnih prireditev. Bronasti grb pa je letos za 30 let uspešnega delovanja prejela tudi naša televizija Celje. Eno izjemno priznanje, ne samo za mene, ampak za moje najbližje sodelavce, s katerimi že več kot 20 let uspešno delujemo ne samo na poslovnem področju, ampak tudi delujemo pozitivno za sodelavce, zaposlene, njihove družine, lokalno skupnost. Pa seveda, jaz rečem tudi za mojo družino, da lahko jaz neko pot delam, rabim njihovo podporo in z njihove strani imam izjemno podporo. Nam tole pomeni zelo veliko za to delo, kar smo ga naredili v 30 letih. Društvo navijačev Florijani so res prepotovali celo Slovenijo, Evropo, svet. Pa res v tej priložnosti bi se zahvalil res mestnemu svetu občine Celje, občini Celje, gospodu županu in rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško, da nas je dal nominacije. Nam navijačem, pa Florijanom pa to pomeni eno izredno lepo darilo in pobuda naprej, da bomo delali naprej tako smo do zdaj, pa še boljše. Jaz bi se najlepše zahvalil vsem, ki ste prepoznali naš trud, naše delo, ki ga vlagamo skozi zadnja leta v organizacijo in v to, da se vsi zabavamo. Še enkrat hvala. Hvala občini, hvala vsem inštitucijam, ki nam pomagajo, hvala vsem kulturnim društvom, hvala vsem posameznikom, ki prispevajo, da mi lahko delujemo tako, kot delujemo. Torej, še enkrat hvala. Pomeni seveda zahvalo za vse to, kar smo skupaj s številnimi sodelavci prehodili v teh 30 letih. Ta pot nikakor ni bila lahka, glede na to, kar se vse skupaj dogaja vsa ta leta na slovenski medijski krajini. Po drugi strani pa je seveda to tudi obveza, da se tudi v bodoče še naprej trudimo in ostajamo zvesti temu, kar počnemo že sedaj. To pa je predvsem lokalna informacija, korektna, ažurna in številni neposredni prenosi različnih dogodkov, po čemer smo tudi znani že vsa ta leta. In pa seveda še naprej bomo skušali pripravljati dnevno informativno oddajo Dogodki dneva, ki ima tudi že več kot 20-letno tradicijo na naši televiziji.
Srebrni grb so letos prejeli dr. Bruno Dujic za strokovno delo pri razvoju in gradnji prvih večjih lesenih objektov v Celju, Tina Trstenjak za vrhunske tekmovalne dosežke in promocijo celjskega judo športa, priznanje je ob Tinini odsotnosti prevzela njena mama, pa Lions klub Celje Mozaik za požrtvovalno humanitarno delovanje in ženski pevski zbor Ljubečanke za uspešno delovanje in ohranjanje ljudskega izročila. Predvsem potrditev mojega dela. Dejansko sem se odločil pred 25 leti, da sem se začel intenzivno ukvarjati z lesenimi konstrukcijami. Tega znanja na slovenskem trgu ni. Tudi slovenska univerza, od gradbene fakultete, arhitekture in pa biotehnične fakultete nekega skupnega znanja na področju lesenih konstrukcij ne nudijo. In potem je bilo kar veliko izobraževanja v času doktorskega študija in podoktorskega izobraževanja v tujini. Bil je na začetku kar težek preboj. Zaradi tega, ker gradbeništvo je zelo toga panoga, kjer zelo težko prebojno uspe z neko inovativno konstrukcijo. In lahko rečem, da takrat pred 18 leti je nekako to bila moja vizija, ki sem jo začrtal, in po 18 letih lahko rečem, da mi je uspelo, da so tudi v Celju prepoznali moje delo, tako da sem izjemno vesel. Priznanje nam zelo veliko pomeni. To pomeni, da je mestna občina Celje in mestni svetniki videli v nas eno srčnost, da smo res ene take srčne dame, da se v bistvu razdajamo vsak dan, da živimo lionizem vsak dan. Sigurno je to motivacija še naprej. Tako kot sem rekla, mi bomo tudi to denarno nagrado podarile za nakup kombija, ki ga v razdelilnici hrane potrebujemo. Verjetno bomo še s kakimi novimi akcijami poskušale pridobiti sredstva. Je pa res to ena taka potrditev in res smo počaščene in srečne. Zelo smo ponosne, da smo danes to dobile in resnično hvaležne predlagateljem in pa tistim, ki so odločali in potrdili našo nominacijo. Ja, to je velika spodbuda za naprej, velika odgovornost za naprej za nas. Predvsem pa še enkrat, čast nam je, da smo del Celja in da smo se danes tudi na ta način predstavili Celju. Jaz upam, da resnično ljudje vejo, da s srcem delamo to, kar počnemo in da delamo tudi za lepo sobivanje v Celju. Župan je podelil še 2 zlata celjska grba. Prejela sta ju Hedvika Zimšek za 20 let požrtvovalnega prostovoljnega dela na področju paliativne hospic oskrbe ter prispevek pri razvoju hospic dejavnosti na lokalnem in državnem nivoju, ter Roman Kramer za predano delo pri izvedbi protipoplavnih ukrepov in strokovne prispevke pri več drugih projektih, ki imajo trajen pomen za mesto. Mislim, da to priznanje predvsem pomeni, priznanje slovenskemu društvu Hospic, območnemu odboru Celje, ki res udejanja to sočutje, ki smo ga danes povedali, zato, da je ljudem, ki se poslavljajo življenja, lažje, tako svojcem kot bolnikom. In se mi zdi, tako sem povedala, danes je pomembno tudi ne samo takrat, ko se rodimo, ampak takrat tudi, ko umiramo, ko se poslavljamo v življenje, da imamo sočutne ljudi okrog sebe, predvsem pa svojci morajo biti pa podprti. In to mi udejanjamo v Slovenskem društvu Hospic, območnem odboru Celje, že 25 let in verjamem, da bomo še to nadaljevali. Priznanje pravzaprav pomeni, da je nekdo opazil, kaj si skozi svojo kariero naredil za mesto in pa spomin na, zelo lepe trenutke, ki so prihajali ob raznih otvoritvah vseh teh projektov, ki smo jih ustvarjali v mesto, grad, mislim potem Šmartinsko jezero. Pa konec koncev tudi poplavni ukrepi, čeprav ni bilo otvoritve, ampak nek način se je zgodila 4. avgusta lansko leto. Slovesnost je zasnoval režiser in scenarist Jaša Koceli, vodila jo je igralka Maša Grošelj, na odru pa smo lahko videli pevko Manco Fekonja, igralko Ajdo Kostevc, glasbeno zasedbo Moonlight Sky, plesalki Tajdo Podobnik in Ano-Mari Bagarič, pesnica Katja Gorečan pa je posebej za to priložnost napisala pesem o Celju.
V mestni občini Celje se je danes začela tradicionalna čistilna akcija. Danes so okolice svojih ustanov čistili otroci iz vrtcev in učenci ter dijaki iz celjskih osnovnih in srednjih šol. V akciji so sodelovali tudi prostovoljci iz celjskih javnih zavodov in javnih podjetij ter zaposleni na mestni občini Celje. V soboto, torej jutri 13. aprila, bo akcija potekala v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Gre za tradicionalno čistilno akcijo okolja. Čistimo tudi na mestni občini Celje. Trenutno nas je na terenu približno 30. Drugače pa mestna občina Celje sodeluje s podjetjem Simbio. Potem odzivajo se tudi krajevne skupnosti, mestne četrti, javni zavodi, javna podjetja, osnovne in srednje šole, vrtci, prostovoljci in tako naprej, tako da odziv je zelo dober. Prijavljenih je preko 3000 prostovoljcev. Uradno nimamo več prijav, čeprav še vedno dobivamo preko maila razne prijave, tako da računamo, da bo nekje med 3000 in 3500 prostovoljci. Osnovne šole, vrtci in srednje šole čistijo v glavnem svojo okolico, zelene površine, javne površine, poti okrog šol in podobno. Jutri bo zelo podobno. Jutri so v bistvu glavni organizatorji mestne četrti in krajevne skupnosti, ki imajo svoje koordinatorje in pač čistijo po svojih območjih. Za vrečke in rokavice poskrbi podjetje Simbio. Koordinatorji prevzamejo po posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in jih potem razdelijo med prostovoljce. Potrebno je tudi poskrbeti za varnost, se pravi, se primerno obuti in obleči. Paziti je potrebno, če naletimo na nevarne odpadke, naprimer na razna odpadna olja, posode z raznimi kislinami in podobno. Tistih ne pobiramo, ampak obvestimo koordinatorje, ki potem javijo naprej na Simbio, ki ima za to pač pooblaščene osebe za odstranjevanje odpadkov. Poseben poudarek dajemo pri varnosti tudi eni težavi, in sicer injekcijske igle. Teh ne pobiramo pod nobenimi pogoji in čim prej obvestimo koordinatorje, ki potem spet javijo na Simbio, da se to potem odstrani v skladu s pravili. Poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec se je v okviru svoje mobilne poslanske pisarne danes mudil na obisku v mestni občini Celje. Z županom Matijo Kovačem sta se pogovarjala o nekaterih evropskih projektih ter si ogledala obnovljeno vilo Vodnikova. Mestno občino Celje in župana sem obiskal v sklopu svojih obiskov, tako mestnih občin kot tudi vseh ostalih, z željo, da se izpostavljajo mostovi med lokalno skupnostjo, nacionalno skupnostjo ter seveda tudi Evropskim parlamentom. Župan mi je predstavil projekte, ki nas povezujejo, predvsem vse tiste, ki so deležni evropske pomoči. Iskali smo tudi načine, kako bi lahko bil predstavnik in zagovornik tudi nekaterih projektov, ki so financirani s strani bruseljskega in evropskega denarja. Seveda, kar nekaj skupnih točk smo dobili, predvsem kar se tiče nekaterih investicij v bodoče, ko govorimo o prometu, o multimodalnosti, ter seveda kar nekaj perečih investicij, ki se tičejo infrastrukture, tudi na nacionalni ravni. Seveda ponudil sem svojo pomoč pri realizaciji le-teh. Pomembno je predvsem to, da se na podlagi spoznanstva in pomoči, ki lahko tudi evropski poslanci bistveno pripomoremo k temu, da se tudi lokalne skupnosti krepijo, predvsem za pomočjo evropskih sredstev. V vsakem pogledu je pozitivno, da pridejo tudi evropski poslanci, da vidijo projekte, ki so v mestu. Jaz sem zelo ponosen na našega evropskega poslanca, Matjaža Nemca, ki se zelo zavzema tudi v Evropskem parlamentu za te socialdemokratske teme in tudi ne nazadnje predvsem za stanovanja. Seveda niso stanovanja edina tema, za katero se zavzema Matjaž Nemec, in tudi ne edina, za katero se zavzemamo socialdemokrati v Celju. Socialdemokrati v Celju smo bili vedno, bom rekel, faktor stabilnosti, stranka povezovanja in verjamem pač, da je mesto nosi to socialno noto in jo bo nosilo še naprej.
Slovenska reprezentanca v odbojki sede se je uvrstila na paraolimpijske igre v Parizu. Slovenke, ki jih vodi selektor Simon Božič iz Braslovč, kapetanka reprezentance pa je Celjanka Lena Gabršček, so v finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem s 3:2 premagale Iran. Slovenke so se danes vrnile v domovino, zanje pa so sprejem pripravili pred osnovno šolo v Šempetru. Takole so v Šempetru pričakali slovensko reprezentanco v odbojki sede, katere več kot polovico sestavljajo članice odbojkarskega kluba Šempeter. Kot selektor jih vodi domačin Simon Božič. Ko enkrat vidiš, da ljudje sprejmejo tvoje delo, da ga cenijo, je to nekako največja nagrada, vsaj za tiste, ki smo res srcem pri športu. In še enkrat se jim najlepše zahvaljujem za tak res veličasten sprejem. Slovenija je na Kitajskem odigrala odličen kvalifikacijski turnir in v finalnem dvoboju s 3:2 premagala Iran. Zelo čustven turnir, čeprav je na začetku res gledali vse, da bo šlo gladko, smo vedeli, da ne bo enostavno, ampak s to mislijo smo šli že na sam turnir, tako da ja, res naporen turnir, fizično, čustveno, ampak vedeli smo, da lahko zdržimo in to nam je uspelo in res sem ponosna na nas. Na svetovnem prvenstvu smo prišli do polfinala, kar se je pokazalo, da ekipa raste. Potem Evropsko prvenstvo, ker smo jaz prvič prišel do finala, tam nekako še vedno mislim, da smo bili enakovredni Italijankom, ampak finala moraš znati tudi zmagovati. To je nam še malo manjkalo. Spet smo se nekaj naučili na svetovnem pokalu in zdaj to sprovedli na teh zadnjih kvalifikacijah, ker so punce res odigrale fantastičen turnir in v bistvu ta uspeh, ki je sledil temu, je nepojmljiv in res ima za mene največjo vrednost v moji karieri. Na odbojkarskem turnirju na paraolimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo samo 8 reprezentanc. Zato je bila pot do francoske prestolnice za Slovenke, ki so sicer aktualne evropske podprvakinje, izjemno zahtevna. Dejstvo je, da priti na olimpijske igre je kar mala misija, nemogoče sploh za tako malo državo, kot je Slovenija. Tako da res kapo dol vsem nam, ki smo vztrajali, čeprav imamo super majhno ekipo v primerjavi z drugimi državami, ki igralke res čakajo v vrsti, da pridejo v reprezentanco. Pri nas je, hvala Bogu, 10 pravih nabrali in smo na igrišču res pokazali, da smo ekipa srcem. Nad igrami in dosežki Slovenk je navdušen tudi žalski župan Janko Kos. Kar malo sem čustven, to je velik dan za slovenski šport. Jaz posebej spremljam še paraolimpice in paraolimpike in so mi njihovi rezultati enako ali še bolj pomembni kot pa ostalih športnikov na olimpijskih igrih. In cilj vsakega športnika je uvrstiti se na olimpijske igre. In zdaj imamo še dodatne udeležence na olimpijskih igrah, kot smo imeli že ogromno Žalčani v preteklih letih. Znova se dokazuje, da je Šempeter eno od pomembnih središč slovenske odbojke. O tem smo se danes za predsednikom Odbojkarske zveze Robertom pogovarjali, da mora še bolj podpreti odbojko, posebej sedečo odbojko, da ne bodo sami. Iz tega kluba iz Šempetra izhaja 6 igralk od 10. Se pravi, pomagajmo, da bomo naredili en izjemen rezultat v Parizu. Puncam sem danes svetovno ne se obremenjevati preveč. Veste, svoje že dosegle. Med 8 reprezentancev uvrstiti se na olimpijske igre dovolj. Zdaj pa, če bo pa nekaj več, to bo pa nagrada. Seveda bomo veseli, ampak ta sproščenost nam bo mogoče prinesla še več. In jaz jim želim vse najboljše in se že vsi tukaj deremo, gremo v Pariz. Slovenske odbojkarice bodo na paraolimpijskih igrah igrale četrtič in prvič po letu 2012. V športu je vedno tako, da poskušaš biti prvi. Zdaj, mi se bomo poskusili dobro pripraviti, nekaj ekip poznamo, nekaj bomo poskušali še dodati v teh mesecih, tako da pripravljeni bomo šli zelo dobro v Pariz, to lahko obljubim. Za
Kak rezultat pa bo to dovolj, bomo pa pač videli na kraju samem. Mislim, da rezultati v zadnjem času kažejo, da smo super ekipa. Jaz mislim, da imamo še veliko možnosti za napredek. Ne bomo si postavljali konkretnih ciljev, šli bomo vsako tekmo na zmago in jaz mislim, da če bomo s tako željo, ko smo tu igrali, lahko pariramo marsikomu. Paraolimpijske igre v Parizu bodo potekale med 28. avgustom in 8. septembrom. Jutri bo sončno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas. V ponedeljek bo dokaj jasno s koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti. Zapihal bo jugozahodni veter. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav do takrat.